Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Danes sva se odpravila v glavno mesto Madeire, Funchal, ki je od najinega apartmaja oddaljeno 5 kilometrov. Za parkiranje sva se odločila v parkirni hiši in bova od tam naprej nadaljevala peš. Zapeljite iz krožišča. Nato boste prišli na vaš cilj. Super sva dobila to parkirišče takoj na začetku mesta in je fajn, ker se ne rabiš potem ukvarjati po centru s parkiranjem. Na Madeiri so zelo ponosni na svojega zvezdnika Ronaldota. Do centra mesta je pa samo kratek sprehod po tej promenadi mimo marine. V Funchalu se ustavljajo tudi križarke, tako da je tle ogromno dnevnih turistov. Midva sva danes kar zgodna, tako da greva najprej na eno kavo, narediva potem sprehod in plan za naprej. Obrigada. Naročila sva kavo moka, to je en tak napitek, na vrh je espresso, vmes je mleko in od spodaj čokoladni sirup. Nisem vedel, prvič slišim in prvič v življenju pijem to kafe. To sploh ni kava, je v bistvu že bolj kot sladica, ne? Ja, in glede na to, koliko kalorij ima, sva si kosilo ziher za 1 uro prestavila. Ja, bova šla rajši malo kasneje. Ampak to, da sva blizu mesta, je pa kar velika prednost. Ja, to je res super, ker lahko prideva kjerikoli dan in ob kjerikoli uri. Se bo še kdo rekel, da kako zapravljava cajt tle in meditirava. V mestu je ogromno turistov, no, zdaj govorim, ker da mi dva nisva turista, ne? Ampak ja, veliko turistov pride z ladjo in potem jih vidiš po celem mestu. To gre 1000 ljudi dol z ladje, ki so prisiljeni izkoristiti omejen čas, ki ga imajo na voljo. Midva sva se odpravila zdaj v ribjo restauracijo, kjer imajo ribe direkt s tržnice. Precej velika tržnica, kar se seveda za glavno mesto tudi spodobi. This one here is the red snapper, also a very good fish, very moist and intense flavor. In tako ti prinese pokazati sveže ribe, da se potem lažje odločiš, kaj boš jedel. Čin. Za predjed sva naročila kruh z namazom iz morskih sadežev. Matjaž je za glavno jed naročil lososa, jaz pa hobotnico. Lepo in okusno. Super hrana, super sva se najedla. Zdaj sva pa prišla do teleferike, to je pa žičnica, ki pelje na Monte Funchal. Super izkušnja, lep izlet, midva sva že bila, ampak danes, ker je oblačno, si bova pa organizirala dan drugače. Je pa kar dolga vrsta in se precej čaka. Poleg tega zelo močno piha in v hribih je oblačno. Vse to je vrsta za žičnico, za na vrh mesta. Vsi ti ljudje so prišli s križarke in bojo izkoristili ta kratek čas, ki ga imajo tukaj. Je predolg za čakati, vse 1 uro si mislim. Tako da bova to idejo prestavila na kakšen drug dan. Se je pa hitro našel en taksist, ki nama je ponudil za 50 €, da naju zapelje do vrha, da nama ne bi bilo treba v vrsti čakati 1 uro. Midva današnji izlet nadaljujeva in si greva ogledati kraj, kjer so se pomorščaki prvič izkrcali, ko so odkrili Madeiro.
Kakšen lep galav sem dobila. Ja, super. Maleko luštno. Pa še piškotek. Ja. Take drobne stvari me vedno razveselijo. Leta 1950 je ta kraj obiskal tudi Churchill. A miš, da pri nas doma tudi že ta jasmin cveti? Tle po mojem pa cel let cveti. Zdaj mi je pa povsem jasno, zakaj so se mornarji tukaj prvič izkrcali. Zaliv je tak zelo globok, ni valov, ni vetra in so našli prav eno tako zavetrje. Je pa ta ribiška vasica zelo taka luštna, polna teh pisanih čolnov v tem mirnem pristanišču. Pa tako čutiš prav tak, te prav utrip potoka. Ta vas je tudi rojstni kraj alkoholne pijače Ponča, ki je en tak blag liker iz sladkornega trsa. Le kako so lepo izkoristili te sode oziroma pločevinke. Z tega balkončka je slikal Winston Churchill in glejte, kak lep razgled je imel. Sem pa presenečena, da se domačini še vedno družijo na tak način in igrajo karte za tako kamnito mizo v zalivu. Zdaj pa peva naprej, predlagam in častim eno pončo. Ok, se strinjam. Vitamina. Vitamini, tako kjer rekel, ne? Nisem vedel, da je iz sladkornega trsa. Še dobro, da sva prebrala na internetu. Boš mi dal malo marokuje za sprobati? Probi. Ker sem že gor gledala, če bi zadnjič to kupila. How are you? Where are you from? Germany. Tudi zelo dobra. So pa vse ulice natrpane s temi gostinskimi lokali in mizami, da lahko ob obali popiješ eno kavico oziroma pončo. Zdaj narediva še en sprehod do cerkvice. Še dobro, da sva prišla sem. Saj cerkev ni nič posebnega, ampak te pečine so pa čudovite. Takšnih vodnih virov na Madeiri je kar precej, kar pomeni, da voda tukaj ni problem. Super. Koliko je teh betonskih blokov in tle ziher Atlantik tako nabiva, da so obalo pol zaščitili na tak način. Tudi tle je ena taka zanimiva skulptura iz teh odpadnih materialov. In ko so pomorščaki prišli v ta zaliv, je bilo tukaj polno morskih levov in zato tudi taka skulptura. To je pa prav en tak vulkanski polotok, ki z zahodne strani ščiti zaliv te vasi. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!